reperski yin-yang, črno-belo, kaj bi lahko še rekli, glasbeni dualizem, vse to ali še manj. Vedno moramo začeti s takimi čudnimi, bom rekel, s čudnimi pač vprašanji, da se ljudje vprašajo, kdo je ta voditelj, to je res čudno. Ja, danes bo voditelj več kot sama dva zvezdnika, ne? Ja. Začeli bomo z albumom, ki sta ga izdala lani marca, če se ne motim. To bo kar junij. Junij. Konec maja je bil izdan, 26. maja je bil izdan, z junijem potem je bila pa promocijski koncert. Vidiš, to je tako, če voditelj govori iz glave. On to zmore, on vsa besedila zna na pamet, ne bo se danes motil. Nate Sajovic in Jaša Hedžet, bas in glas, prolog. Prolog. Aplavz. Svet se vrti, tik, tak, čas teče, dan, noč, svet se vrti, noč, dan, in človek čaka, da pride Bog, in čas teče. Usoda trka na vrata. Človek, hej, poslanstvo te kliče. In svet te čaka, da se končno zbudiš. In človek čaka, da pride Bog. In čas teče. Tik, tak. In človek čaka, da pride Bog. In čas teče. Tik, tak, bum. Čas teče. Svet se vrti, tik, tak, dan, noč, tik, tak, smrt. In kmalu potem osušijo se solze na licu in sonce posije spet za vsakim dežjem. Tik, tak, noč, dan, tik, tak. In kmalu potem osušijo se solze na licu in sonce posije spet za vsakim dežjem. Svet ostane isti in čas še vedno teče. Tik, tak, dan, noč. Čas ostane isti in svet se še zmerom vrti. Tik, tak. Od takrat naprej sem jaz drugačen. Od takrat naprej si ti drugačen. Od takrat naprej sem jaz drugačen. Od takrat naprej si ti drugačen. Od takrat naprej sem jaz drugačen. Od takrat naprej ste vi drugačni. Od takrat naprej smo vsi drugačni. Od takrat naprej. Bas in glas uživo na valu Radia Koper. Sta prijatelja s časom? Sigurno. Vse manj. Kakor se vzame, a ne. Tudi to sva hodila nekako nakazati, a ne, z tem dvojnim naslovom plošče, ne. Časovni ustroj, ki ga lahko beremo časovni ustroj ali časovni stroj, ne. Nakazuje pravzaprav na to dvojnost odnosa s časom, ki ga lahko imamo, ne. Lahko smo času suženj ali pa njegov gospodar. Mnogi se sprašujejo, Jaša,
kako ti uspe, kakšne kvantne efekte in kakšno čudo tehnike imaš pred seboj. Razkri nam tole vsem laikom. Ja, ne gre za nobeno kvantno zadevo, pač preproste digitalni efekti. Se pravi, ko gremo iz basa, imamo najprej en multi-efekt, se pravi različni efekti, ki si jih lahko vnaprej programiramo, zato da nam ne delajo težav med samim performansom. Ampak glavna stvar je tale looper, ne? Oziroma ponavljač. Tako, ja. Rutinar, ne? Rutinar. Kako naključno glede na vsebino, ne? Tako, ja. Ja, nič gre za looper, kjer imam pač jaz shranjene metronome na bankah, ne? Zato da se nec ne zavozlja, ne? Vmes. In dejansko vse nastane v živo, ne? Govorim bolj blizu mikrofonu. Odlično govoriš, kmalu boš postal radijski špiker. Nec, odpri usta, tudi ti skrivaš kakšen skrit radijski efekt oziroma glasbeni efekt, kakšne gobice, ki naredijo poseben zvok. Nič posebnega, Nič posebnega. Ne še. V vseh intervjujih, ki sem jih prebral, piše, da sta kako že iskrena in poštena. Spontana. Ni res, nista takšna, samo prvo PR sporočilo je bilo takšno in vsi so, kaj danes je to pač copy-paste svet, so vsi to ponovili. Vidva sta kakšna? Trudiva se biti družbeno, družbi skušava postaviti zrcalo, no, na eni strani, na drugi strani pa poskušava se poglobiti v tiste aspekte človekovega doživljanja, ki so nam v bistvu vsem znani, no, in jih nekako približati poslušalcu. In se pri tem zabavati. In to bomo počeli tudi danes v oddaji Radio Live v živo na valovih Radia Koper ter na streamu oziroma potisku žive slike radiokoper.si. Časovni ustroj, bas in glas. Sprva, da razpiham prah dol spod streh, da na mah pometem z domnevami na vseh straneh. Mah se je prijel na les, rja pa koles, vsa ta neprešteta leta, ko so zgodbe tekle čez in res. Prav zares je poln zares pogum, žal na četrklunah nobenga ne upa odpret, ker ni vsak Sokrat da gobi dol jajca za med. Kokrat je šel po krivici sedet, 100krat zašel bit pripravljen umret, tokrat nastal posadit ga pa stret. Ja, smo pa šli v take čase pač, kjer se lahko vsak po svoje pač, prazno slamo mlati in piše trač, kogarkoli blati pa čeprav je dregač, spakovanje na vsakem vokalu. Ma vem, pust, maškarada na vsakem vogalu. Vem, vsak dan je pust in vsak dan popusti, vsak dan jih usta, nej polomami če ljus preštarcuno kraval, v njej krneval, nad konje je naval, ker na plakatu je kaval. Joj, kok smo seksi, kok smo cool, kok smo mi zdaj hot, kok smo in, kok da best je zdaj, kaj je manjur glih čist se povsod. V kurniku je štala, pa je nastala škandala, okoli se govori, da nov petjalin je hibrid, kokoši so brez glave, se ugala, opravi in seksi uhani zaletavajo v zid. Je nastala razpoka v steni zato, lisice pa ni, ker se ceni zlato, kmetje so ratal preleni tako, na vrtu pa raste Mercator. Pajki pletejo mrežo čez cel svet, človek je v lastnem domu ujet, vrata so zaprta, noče neha trpet, pa čeprav jih je treba sam odpret. Ne bi govoril, ni mi treba govorit tega, saj bi ponoril, pa je škoda, ker znord lega. Se raj usedem in enega pokadim, pa zgodbico razpredem in se zraven narežim. Še imam ideje, še imam besede, pa se mi smeje, sredi veter veje, sredi zmede, drugi čakajo na petek svoj ujeti v časovni stroj. Petek svoj časovni ustroj in še imam ideje, še imam besede, pa se mi smeje, sredi veter veje, sredi zmede, drugi čakajo na petek svoj ujeti v časovni stroj. Petek svoj časovni ustroj in še imam ideje, še imam besede, pa se mi smeje, sredi veter veje, sredi zmede, drugi čakajo na petek svoj ujeti v časovni stroj. Petek svoj časovni ustroj in še imam ideje, še imam besede, pa se mi smeje, sredi veter veje, sredi zmede, drugi čakajo na petek svoj ujeti v časovni stroj. Petek svoj časovni ustroj. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Vem, da delajo čike v tobačni. In vem, da so časi danes malo drugačni, kot so bili včasih babi. Vem, da so včasih plačevali desetino.
In vem, da je 29%, recimo, ker je dvakrat tok mim grede. Vem, da imamo v živalskem vrtu slone. Sej smo leta 2000 in čez danes in blazno je v modi, da sprejemamo zakone. Imamo luknje v zakonu, vseen. Luknje v ozonu. Sonce v zatonu, ampak pravo za zabavo. Imamo lačne in žejne pravice in site prasice, kljub temu vice in debate o vremenu. Imamo folk, ki se zaveda cene vsake stvari, ampak zgleda, da pozna pa ne nobene vrednosti. Imamo legalna mamila, nenapisana pravila, kot na primer grabi in pristavi svoj lonček, drugače se bo kdo drug posral na tvoj konček pogače. Imamo eno koncentracijsko taborišče v Sloveniji in to, da se volk zaprejo tja noter, je svobodna volja ljudi. To cela Slovenija gleda, ampak noben nič ne naredi, ker je preveč dober šov, ta kmetija, se vam ne zdi? In človek sedi v svoji sobi sam in gleda v TV ekran in sliši zun. Rešilci sirene, cik, cak, kazalci iz stene, tik, tak, vžigalnik, klik, zapali, čik, začuti mik, da skoči pik, pa kidne in smukne sproti po rum, na tihem prisluhne, zmoti ga šum, švigne pogledat, počut se debil, pol pa vsi hočejo vedeti, kaj se je zgodil. Še imam ideje, še imam besede, pa se mi smeje, sredi veter veje, sredi zmede, drugi čakajo na petek svoj ujeti v časovni stroj, petek svoj časovni ustroj. In še imam ideje, še imam besede, pa se mi smeje, sredi veter veje, sredi zmede, drugi čakajo na petek svoj ujeti v časovni stroj, petek svoj časovni ustroj. In še imam ideje, še imam besede, pa se mi smeje, sredi veter veje, sredi zmede, drugi čakajo na petek svoj ujeti v časovni stroj, petek svoj časovni ustroj. In še imam ideje, še imam besede, pa se mi smeje, sredi veter veje, sredi zmede, drugi čakajo na petek svoj ujeti v časovni stroj, petek svoj časovni ustroj. Hvala. Bas in glas v oddaji Radio Live. Tale se je znašla na albumu Nič ena nič Valovcev 202. Izotopa, drži? Drži. Sta bila kar prijetno presenečena, ko sta izvedela, da sta del elitne zasedbe? Bila sva zelo vesela, no, to v vsakem primeru lahko rečeva, ne? Da verjetno si vsak glasbenik želi, ne? Da bi bil uvrščen na kakšno izmed takih kompilacij in takrat, ko zelo na začetkih, je to po svoje uresničitev sanj, ne, vsakega glasbenika, tako da veliko veselja, no. Jaša, ko sta sestavila tale duet, je bil plan takšen, da bo inštrumentov čim manj, zato da bo besedi dana moč, oziroma da bo besedi dan prostor, ali se motim? Ne, dejansko sva si Necija pač iskal, ko sva se spoznala, da bi delal z enim kontrabasistom, ne. In lih zato, da bi bila stvar čisto enostavna, minimalistična, ne. Mimo grede, on je začel in je igral klavir. Ne, ti si štartal s klavirjem. Sem bil pianist, ja. Potem tam se že smejejo. Ja. Povej do konca. Potem si presedlal na kitaro, ne? Ja. In potem na bas. In pol vmes še eno leto kontrabasa in ironično to ni bilo v isti fazi kot potem. Tako da potem pač jaz sem igral bas kitaro in sva se dobila in na začetku je bil program čisto surov, se pravi ena bas linija oziroma kar se je dalo narediti samo z basom, ne. Tako da na začetku je bilo za večino ljudi precej šok, ne. Ampak vsako uho se navadi, ne. Pač potem, ko so se malo navadili, je ratalo kar naenkrat tako. In pride sigurno zanimiva stvar, ne. Predvsem za mogoče, ne vem, glasbeno manj izobražene ljudi, ki ponavadi recimo bas kitare kot inštrumenta niti ne zaznajo do neke mere, no. In so potem prijetno presenečeni, ne, in se najde v glasbi, ki jo več ali manj že tako ali tako poslušajo, se potem najde nekaj novega, ne, wow. In
Nič, potem, glede na to, da je forma bodoče plate takrat še postajala vse bolj kompleksna, ne, je postalo kompleksno tudi izvajanje, ne, glede na to, da smo se vedno bolj fokusirali na to idejo rutinskosti in na vseh možnih smislih in kritiki nasploh, potem je prišel ironično oziroma fantastično notri luper, ne, se pravi, ki ponavlja, tako da kar se tle dogaja, jaz nasnemavam pač stvari, ki prej nisem do konca povedal. In dejansko gre za rutino, iz katere jaz skušam sebe in Nejca nekako poriniti ven, pa nikoli ne uspe na koncu. Ne. Da vsak solo, ki se zgodi, je pač samo poskus izhoda iz rutine, ki je pa relativno katarzičen. Kje se je začela ta ljubezenska zgodba? Bajeda na Koprskem pomolu. Kako romantično. Dejansko. Boš ti to povedal? Podrobnosti... Ne, lahko, bo Nejc povedal, ker on... Iskal sem, se pravi, takrat sem iskal tega kontrabasista v bistvu... Na Koprskem pomolu. Na Koprskem pomolu. Dogovarjal sem se z študenti Fakultete za humanistične študije, da bi imel en koncert tam. No? In takrat sem delal še na inštrumentale od pač raznih producentov, ampak mi nekako to ni bilo dovolj všeč. No? In takrat smo potem z Jašo nekako, on je beatboxal, a ne? Študentska žurka je bila, oziroma študentska žurka po nekem dogodku, ki smo ga... Za vse tiste, ki ne vedo, kaj je to beatboxanje, to je kaj? Tega ni bilo že dolgo. No. V glavnem je beatboxal in jaz sem odrepal nekaj komadov, ki sem jih že takrat imel napisanih, in potem je beseda dala besedo. Sem ga vprašal, če je glasbenik, je rekel, da ja, da igra bas kitaro, sem rekel, no se to je pa blizu kontrabasu, ne. To je blizu glasbeniku. Zdaj pa nekaj probat, no, in potem so se dobila pri njemu doma v sobi in nekaj sva zeksperimentirala. In romantika je začela. In to je to. In sosedje so bili navdušeni. Se je v bloku točno videlo, kateri je vaš fen in kateri špara, paradižnik za druge nekulinarične prijeme. Ok, vadite doma torej? Oziroma... Ja. Je... Za tako zasedbo ne rabiš nič večjega. Ne. Pa še dokaj intimno je, kar je kar razvidno iz komadov, čeprav niso ravno romantični. No. Začela sta na Koprskem pomolu, danes jih imamo v studiu Hendrix, Radia Koper, bas in glas. A naslednja je hitoidna viža, ok. A sta si mislila, da bo temu tako? A sta si to želela? V bistvu, pravzaprav je bilo veliko presenečenje, no, vsaj zame, no, ker to je v bistvu en zelo spontan tok misli nekega večera, ne, vsaj besedilno gledano, ne, iz katerega si pravzaprav takrat, ko sem ga napisal, nisem nekaj dosti obetal, oziroma sem celo pričakoval, da bom mogoče ta komad nekoč opustil iz repertoarja, no, ampak v vsakem primeru potem ljudem je bil všeč, no, in potem sem se odločil, da ga bom držal, no, in tudi potem, ko ga je še podlaga glasbena popestrila, ne, da je bolj vesel in živahen, je postal praktično zaščitni znak, no. Radioživežniki, tale je hit. Ok, da vam povem. Štorijo o tem, kaj trobijo ljudem, če smem, ker imam seveda včasih prevelika usta, moja beseda zanjo pravijo, da žali čustva.
Res ne bi rad komu kratko pokvaril dneva, ker se ena zadeva v moji glavi premleva, se pravi, žolč pospravi in molč pa plavi z njim. Jaz doskrat kimam, danes pa sigurno ne bom, zato ker nimam, kaj za dobit nimam, kaj za zgubit, ko rimam. Repam čez bit pa mečem, rime sem zraven večen, nime, ko sem tečen, ker rad bi umrl srečen, legu v pokoju tako meren, da sem lahko odrešen. Gledam oblake v nebesih, zmanjka črnila v peresih, znamka na pismu, da sem se skanka odpisal za zmeri, upam, da v veri se najde moč proti zameri, ko poči jezo usmeri proč, če se enkrat ko odloč, zdaj pa čakam na trenutek, ko osnutek zraste, loščem avto in pa čevlje, dokler ne porabim, pa ste štejem veje na drevesu in pike po telesu in stopnice, po katerih bom jutr najbrž plinsko bombo nesel, čakam 5 minut, ko bom lahko modrost o znanju, čakam znanje in se zraven učim uživati v čakanju, čakam sonce po dežju, pa sneg za božič, čakam Maurico in utrgam rožič. Tle pride pa refren, ke sem ga, če sem iskren, napisal sam zato, da folk nav rekel, da sem len. Tle pride pa refren, ke sem ga, če sem iskren, napisal sam zato, da folk nav rekel, da sem len. Tle pride pa refren, ke sem ga, če sem iskren, napisal sam zato, da folk nav rekel, da sem len. Tle pride pa refren, ke sem ga, če sem iskren, napisal sam zato, da folk nav rekel, da sem len. Okej, priznam svojo razvado in imam slabo navado, priznam zlogi mikado, igram v krogih, vrtim se čez dan in mnogih ne vabim, v klan smo strogi, ko vadim sem sam, vem kam grem, glej, pust sistem sej, sam sistem dej, stop naprej, ker ni več prostora za moten obraz, ni več motiva za prazno glas, da gnoj se poriva izkriven odraz, da znoj naš hitev pogodne poraz, zbledijo zgodbe same, adijo godbe, zame cvetijo dame in zame se vrstijo drame, točen tako je, kot se vzame in nič drugač, lepo je, če se verjame v cvetju ni strupenih kač, v slogi in spravi, da smehom z mano so pravi, s poreklom drevi in davi, z objemom spet se nazdravi in gremo, lep je dan, kadar si svojimi, lep je dan, če ti svetijo v temi, zdaj pa čakam na trenutek, ko osnutek zraste, loščem avto in pa čevlje, dokler ne porabim, pa ste štejem veje na drevesu in pike po telesu in stopnice, po katerih bom jutr najbrž plinsko bombo nesel, čakam 5 minut, ko bom lahko modrost o znanju, čakam znanje in se zraven učim uživati v čakanju, čakam sonce po dežju, pa sneg za božič, čakam Maurico in utrgam rožič. Tle pride pa refren, ke sem ga, če sem iskren, napisal sam zato, da folk nav rekel, da sem len. Tle pride pa refren, ke sem ga, če sem iskren, napisal sam zato, da folk nav rekel, da sem len. Tle pride pa refren, ke sem ga, če sem iskren, napisal sam zato, da folk nav rekel, da sem len. Tle pride pa refren, ke sem ga, če sem iskren, napisal sam zato, da folk nav rekel, da sem len. Hvala lepa. Nate Savic vas je prepričal, da ni len, tudi Jaša Hedžen se zadaj trudi na basu, bas in glas na valu Radia Koper v živo, na frekvencah Radia Koper ter na spletni strani radiokoper.si. Nate, zakaj bosta od minulega tedna dalje raje kupovala oziroma bolj pogosto kupovala Delo? Ja. Bil je album Najin časovni stroj, je bil prejšnji teden izbran za album tedna v časniku Delo. In kaj so dejali strici in tete, zakaj ste dobri oziroma boljši kot drugi? Jaša? Ja, prva stvar, ki mi pade zelo dobra recenzija.
Tako, najbolj mi je ostala v spominu primerjava z Murat in Josem in Slonom in sadežem. In slonom in sadežem. Celo. Ja. Ampak sem se že potem na intervjuju odločil, da bo na to odgovarjal Nejc. Kaj ne rečem, ja, recenzija lepa in sva vsekakor hvaležna za njo. Zdaj to, recimo, kar je Jaša omenil, ne izpostavil, v bistvu res je bila nenavadna primerjava, no, pač nepričakovana primerjava, a ne, in ker recimo pri oblikovanju besedil ali tekstov in tudi idejne zasnove in tako naprej, mislim, da je bilo veliko drugih avtorjev, po katerih bi lahko rekel prej, da sva nek zgled jemala, no, vsaj zase lahko rečem, a ne. Vsekakor pa nama je v čast, a ne, da naj jo lahko pač postavijo ob bok po sporočilnosti Slonu in Sadežu in Muratu in Josu, no. Mnogi se sprašujejo, ali je to rap glasba. Zagotovo je to in še več, oziroma govori se, da gre tudi za lirikalni sprehod, da gre za kratke gledališke vložke. Ali se s tem strinjata? Ja. Ja. Ja, vsekakor se, no, pač začetke nekako teh besedil sem povlekel iz raperske glasbe. Tudi začel sem kot raper, no, kot MC, potem pa s časoma razvijal besedilni del tudi bolj v smislu poezije, lirike, mogoče zadnje čase gledališkega pristopa in tako, no. Ja, dejansko tudi vedno bolj delava na tem in zato sva tudi vesela, da sva tukaj, ker je zelo intimno vzdušje in pač take stvari pridejo najbolj. Čeprav danes to ni tako, ne, ker imamo razsekano, ker govorimo zraven, ampak drugače imamo tako bolj povezano celoto, ne, pač plošča in umestni program, ki ga zdaj Nejc vedno boljše razvija, postaja vse bolj podobno gledališki igri, kot pa dejansko koncertu, ne. Dejansko celotna plošča in celoten nastop skupaj da eno sliko pravzaprav, a ne, v bistvu povezano je vse skupaj v eno zgodbo, a ne. To, kar na začetku mogoče deluje kot ločeni komadi, se skozi cel nastop potem izkaže, da je zelo povezano, no. Časovni ustroj tudi tukaj v studiu Hendrix pozna mejo in sicer želel sem povedati, da smo predolgi. 6 ur in 30 minut, igra za vaju, rekel bom 3-4 zdaj in oba bosta morala, Jaša, brez panike, oba bosta morala povedati, katera skladba vam ni ljuba na tem seznamu in jo bomo sedaj le črtali. A sta pripravljena? Črtamo naslednjo, ja. Ja, lahko, ja. 3-4 zdaj. Aha, Črtamo naslednjo. Črtamo naslednjo. Črtamo naslednjo, ok. 3-4 zdaj, črtamo naslednjo. Most na drugo stran, Nejc, gre za duhovno poglobljeno skladbo, bi lahko dejala? Ja, gre za nek poskus iskanja smisla na ta način, ne. Govori pravzaprav o iskanju smisla, ne. Ne podaja dokončnega odgovora, ker smisel pravzaprav vsak posameznik mora in je prav, da ga najde sam, a ne. Je pa za vztrajanje če vzamemo eksistencialistični pristop, a ne, za vztrajanje v nesmislu je treba poiskati smisel, ne, na ta način. Kierkegaard. Jaša, si pripravljen? Vse. Bas in glas v oddaji Radio Live.
skozi okno svoje sobe, nekam tja v znan svet. Skozi stare zablode sem tja v razmišljanja ujet, z občuti objet, skupaj s kapljami na obzorju padam luže patosa na tla in si jih razlagam. Vsake tok časa zazrem se nekam tja v daljavo, spomini na otroštvo in razmetano glavo, preroštvo me udari. Jaz sem prerok sam, iščoč delce svoje megle, sem zasanjan tja v en dan neznano stanje in prepad, a svetloba na vidiku, zbrisana preteklost kot zgubljeni delci v mozaiku. Gledam travnik razmočen in se skupaj z njim budim, gledam življenje, kako raste in zraven rastem skupaj z njim in rišem sanje, skupaj s časom rastejo, pogledam vanje in se jih oprimem, da se ne razblinejo, verjamem v modrost, čakam, da me vzljubijo, ker nič se ne zgodi, kar ni bilo najprej sanjano in samo zato jih ne zavržem v predale, ampak jih ljubim in negujem, ker so mi trenutke dale. Mogočni oblaki nežno pokrivajo nebo, da si odpočijo od pogleda na vzdolj, a ni ironično, kako ustvari barvo našega pogleda, le ena igračka večnega vesolnega obreda. Zaradi dežja sta dva človeka skregana, življenje je najboljša reklama za Boga. Ga vidim in čutim, v iluziji, ga sanjam v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most na drugo stran. Ga vidim in čutim, v iluziji, ga sanjam v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most na drugo stran in gledam tja v dan, repam tja v oblake, čakam predan, dočakam sam napake, sanjam mostove in gradim gradove, na nebesih imajo temelje, v peklu pa bogove in gledam tja v dan, repam tja v oblake, čakam predan, dočakam sam napake, sanjam mostove in gradim gradove, na nebesih imajo temelje. Moder dim iz cigarete riše vzorce veličastnega, dokler ne izgine in se izlije tja v oblak. Je res turobno danes, saj je prazna sprehajalna pot, človeka je odneslo skupaj z vetrom od tod. Ponekod je videti dežnik, ki nosi sprehajalca stran, ki brca luže in si pušča bledo sled do tja. Do kam? Nekam ven iz znanega. Če bo do smrti vzrl pot, to pote ni živel za manj. Tudi sam niham vmes med polnim srcem in žepom nekje, ker igra z repom je igra s hudičevim repom in glej, ves čas v glavi slišim glas, ki pravi, da bo prišel trenutek, da spoznam dokaz. Predstave so prehrupne, da bi jim lahko sledil, na svetu ni dovolj vsega, da bi jih lahko prizoril. Je že Cankar opozoril, da je za deveto stvar beseda, a kritika je vse en kruta in ne dopušča tega. In tako gradim mostove, da bi brezna premostil in zato filozoferam, da bi si lahko odgovoril na vso to množico vprašanj, nenehno vzbujajo mi strah. Še preden brvi končam, sesujejo se v prah in vendar ga uzrem med asfaltom in travo, nekje vmes si piše zgodovino, jaz mu kličem slavo. Lahko zaspim in zjutraj, ko se zbudim, bova tam, jaz in moj most na drugo stran. Ga vidim in čutim, v iluziji, ga sanjam v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most na drugo stran. Ga vidim in čutim, v iluziji, ga sanjam v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most na drugo stran. Most na drugo stran. Hvala. Bas in glas, tukaj v studiu Hendrix, Radio Koper-Nejc. Ko poslušam tvoja besedila, se mi zdi, da si družbeno kritičen, ampak občutek imam, da ti je jasno, da sveta ne moreš spremeniti, ampak družbi samo daješ ogledalo. Ja, pravzaprav je res tako, ne. Sveta, en posameznik težko spreminja svet, ne. Pač bodi tista sprememba v svetu, ki si je želiš, a ne. Pravim, da je treba pravzaprav revizijo začeti pri sebi, ne. Najti svoje napake, odpraviti svoje napake. Če bi vsak počel to, bi bilo to, no. O navdihu je govor na tvojem blogu, oziroma na enem izmed blogov sem prebral, zapisal si: obdobju navdiha sledi garaško obdobje dela. Za uspeh je bolj pomemben navdih ali garaško delo? Težko bi rekel, da je kaj zares bolj pomembno, ampak sam navdih ni dovolj, no. V vsakem primeru ni dovolj. Navdih da idejo, navdih da mogoče 2-3 verze, potem pa je iskanje rime in razmišljanje in branje literature in knjigi in tako naprej, ne. Kaj bi se še dalo razviti in kako bi se še dalo razviti besedilo naprej. Ko te človek posluša, se zdi, da je slovenščina kar speven jezik. Pa tudi hiter.
Speven mislim, da je, ja. Mislim, da je zelo speven, da je pravzaprav dosti mehak jezik, no. Hiter pa, da je pa odvisno od posameznika. Drugič bomo štopali in prešteli, koliko besed stlačiš v 1 minuto. V 1 minuto. Zelo brez ponavljanja. To pa je sedaj le tehnično vprašanje. Že naslov, ki sledi, je Luper. Buta seka pokamuva, buta seka pokamuva. Drži? Ja, Drži, ja. Mene ne potrebujeta, bosta kar sama. Bas in glas. In jutranji program Radia Koper ima novo skladbo v naboru. Budnica. Budnica. Kakšna barčica po morju plava. Buta seka, disco party. Začarani krog se imenuje tale, ki sledi, čeprav sta jo naslovila drugače najprej, in sicer Strah me je. Drži, ja. Ja, ta skladba je šla pravzaprav skozi kar nekaj preoblek, no. Težko sva se odločila, katero preobleko bi pravzaprav ne imela, ne. Neki idejni naslov je bil Strah me je, no, in pač s tem idejnim naslovom sva tudi začela, ampak potem skozi proces razmišljanja in nastajanja same skladbe se je izkazalo, ne, da pravzaprav zares se opisujejo eni vzorci, ki so v vsakem delu skladbe enaki, samo v drugem okolju, a ne. In potem sva se odločila, da je Začarani krog v bistvu morda naslov, ki bolj jasno sporoči, zakaj v skladbi gre. Pierre Kvadrat. V oddaji Radio Life. Bas in glas!
tega mama. Tvoj nasvet me bega, foter. Strah me je, ta bojkot med vama, sem vse, samo zelo ne, boter. Rad bi hodil svojo pot, a koraki kot psi zatavajo v kot. Rad bi zvedel, je res, da je Boga poskusi, so vsi začarani v krog. Stal bi trdno, pa ne čutim nog. Splaval bi na vrh, pa sem vezan na dno. Pognal bi korenine, me je zemlja zavrnila, poletel bi nad oblaki, so porezana mi krila, vem. Strah me je, grem, stran šofer, zvečer se bom zapil do dna, vina bi natakal. Strah me je, vem, stran šofer, grem in jokal bom in pil, vse dokler jutra ne dočakam. In jokal bom in pil, vse do jutra. In jokal bom in pil. Tak svet, kot nosiš s sabo, tak svet tudi vidiš. In tak svet, kot vidiš, tak svet tudi je. In v tem svetu najdeš iste stvari, kot si jih našel že 100-krat. In v tem svetu najdeš iste ljudi, kot si jih našel že prej. V tem svetu se ujameš v iste zanke. Vedno znova v iste zanke. Plah se ti zdim, kolega, ker strah me je vsega tega. Da se krega in tala klofute. Je kruto, uprega je težja z minute v minuto. Ne mislim bežat, brez skrbi, kljub temu, da se zdi, da težko ti je tujcu odpret na stežaj. Z nožem v hrbtu pogledat nazaj. Ne bom premerja, hvala, naj se ne zmerja, prosim. Ne morem biti več skala, če ne vem več niti, kdo sem. Ko sem, da se lotem teže, čeprav se zdi kot začaran obroč, da bos sem, roka pa ne seže do police zdravili za prvo pomoč. Oprosti, stari, vidimo, ne se zdaj čudit. Hvala za povabilo, bom šel na kavo kdaj drugič. Ker v tem svetu je vse eno in isto. To je tvoj svet in ti v tem svetu iščeš resnico. In v resnici sploh ne iščeš sveta, ker v tem svetu so vsi ljudje eni in isti. To je edini svet, ki ga poznaš in samo v ta svet verjameš. V tem svetu je še ljubezen, vedno znova ista. Strah me je, ko te gledam ženska, tvoja podoba postaja groteskna. S sekundnim lepilom sva zlepljena v kup, a lepilo popušča, reklamam navkljub. Pozabljeni spomini, kar je bilo, je šlo, kar se stavljava po kosih je raztrgano meso. Dost je bilo, končan je ep, postal sem slep za to. Hodem in tavam po hiši strahov, podoba je v steklu razbita na pol. Stene so večne v hiši lutk, voščene figure razblinejo trud. Hodnik se cepi, pot se ločuje, razpoka se veča, vse huje ratuje. Udobje ali sreča, svoboda ali ječa, modrosti in mer ali zlato in prepir. Skrita, za fasado izber, pa ždita, lepotica in zver, stojita na postaji kot nekoč, sita, Godoja čakajoč. Hvala lepa. Bas in glas, duet Bas in glas v oddaji Radio Live. Album ste izdala lani, nastal je kar nekaj časa. Ja, album je, prva besedila so nekje izpred 10 let, ne. Pač mi dva delujeva skupaj od leta 2008. Tako da skupaj sva sestavljala potem od leta 2008, to bo zdaj okoliko 6-7 let. Tam nekje, 7 let recimo, ja. S prekinitvami vmes. S prekinitvami vmes. Alkoholikova pesem, ki sledi, je pronicljiv portret alkoholika, ki, 3 pikice? Pronicljiv portret alkoholika, ki poskuša najti svoj smisel in se ujame v svoj začarani krog. Prisluhnimo, ali ga tudi najde.
dobro jutro. Eno mornarsko kavo, prosim. Njegov dom je večino časa mračen, poleti si sončne dni z roletami zatemni, ker z leti njegov obraz vedno bolj postaja spačen, vedno je bil drugačen, od nekdaj ljubezni lačen. Tiha želja znotraj njega še tli in upa si še vedno upa, da se čudež zgodi, čeprav je več kot očitno, da več kot noro se zdi in je pač nemogoče, da se sprememba še zgodi. Zdrzne se vsakič, ko stolom drsa po parketu, sovraži, ampak rajši je še vedno zvest očetu. Edini pravi razlog, da ostaja sam na svetu, je, da ura mu v kuhinji stoji v preteklem letu. Od nekdaj je tako, tečaj na vhodnih vratih škripa, voda mu v kopalnici curlja, kjer pušča pipa, od dima je slep, s katranom zaduši zidove. Res, odkar je sam, je začel verjeti v duhove. Vsako jutro, ko išče britvico v predalu, besen se zazre v oči sovražniku v zrcalu. Od vsega nagovarjanja končno opravi s tem, pa samo strmi pred se, kot bi bil od nekdaj nem. Vedno bolj in bolj zapuhlo je njegovo lice, nagne kozarec, da spere pri okus grenčice, čaka na žarek, da sam posije iz temnice in upa, da prežene stare plodnje od vročice in... On pije in piše svojo pesem, piše svojo alkoholikovo pesem. On pije in piše svojo pesem, piše svojo alkoholikovo pesem. Str lesen strop poka, brez prestanka ga duši občutek, kot da nekaj z vrha nanj preži, na smrt ga je strah tega zvoka. Ves dopoldan zgolj, če miza mizo tuhta, če morda na pol ne spi, napeto prisluškuje, včasih se mu zdi, kot da se ob njem nekdo pogovarja z njim, ker čas preživlja v samoti, kot da vsemu govori, on pa pozabuje, da ima besede, on samo molči. Pred njim leži roman, zaroto in skrivno ložo, skrivnostno ga preganja, preden zleze mu pod kožo preganjavica, ki skupaj z vinom zbujajo uganka, ga žene, da doma ne najde več obstanka. Agent na TV-ju že spet lovi morilce, on pa išče pomiritev, da ohrani mirne živce. Rabi nov požirek, da vlije mu poguma, pobegne iz fotelja, da se sploh otrese suma. Pot do trgovine je vedno znova ista, cesta, ki vodi ga tja, je še vedno tista. Trgovec brez razlike reče isti dober dan, ko znova tipka po blagajni, znova isti je seznam in merno, brez sramu, zlahka, brez da tuhta, steklenice mu od piva skriva kar v papir od kruha, on pa skloni svoj pogled, brez da kaj pove mu, pokima mu v slovo in kot mrk, ki izgine v dnevu in... On pije in piše svojo pesem, piše svojo alkoholikovo pesem in... On pije in piše svojo pesem, piše svojo alkoholikovo pesem. Ko se vrača, si odahne in privošči si premor, tam, kjer klapa vsak dan dela nov skupinski samomor. Steklenice žvenketajo, miza polni se pred njim, ve, da kralj je alkohol, alkoholizem pa režim. Napreza si možgane, da že enkrat bi uspel, da bi razvozlal uganko in se končno razumel. Ve, da je zavil s poti že davno, pa ne ve več kdaj, ve, da nekaj je narobe, ampak se ne spomni kaj. Joče in kriči se, opoteka proti domu, rad bi zbil zobe iz ust od jeze, ampak komu? Boga drži za krivco, spet mu je obrnil hrbet, sej vse so njegove hiše iz karce spet podrle. Žena je preteklost, otroci so spomin, na trenutke ga poišče le še najstarejši sin. Nikjer ni več nikogar, ki spoštuje ga in čisla, vse kar vidi in posluša mu je tuje in brez smisla. Ko gleda stare slike, vidi, da je osivel, da vse že 100krat je objokal in 100krat že preklel, da v stolbi iza mize je naenkrat prešibak, ko spomini ga spomnijo, da je bil bedak. Mama ga zaziba v noč in mu zapre oči, kot mama ga varuje, da ne sanja grdobi. Zaspi pa v dnevni sobi, posle se preveč boji, ker čez noč v njegovi spalnici neusmiljeno straši. On pije in piše svojo pesem, piše svojo alkoholikovo pesem in... On pije in piše svojo pesem, piše svojo alkoholikovo pesem in piše. Piše, on piše svojo pesem in piše. Piše, on piše svojo pesem
oddaja Radio Live na valu Radia Koper. Različni glasbeni izhodišči sta imela Nejc in Jaša. Nejc, ti si bil v različnih rap kolektivih. Drži. Jaša, ti si pa imel malo morje, 14 322 mladostniško-dijaških bendov. Ja, 2 si pozabil. In to sta No Air, ki še danes delujeta. Ja, in Toksin. In Toksin, odlično. Ja. Nejc, kaj pa ti? Ja, jaz sem pa deloval čisto na začetku v kolektivu Bulletproof, to zelo kratek čas, to je vrhniški kolektiv, potem pa en malo daljši čas v kolektivu Prava šola, ki je začel kot dvojec, no potem se je razširil v kolektiv. Potem pa čez nekaj časa sem se odločil za solo pot, no to je nekako kratko to, no. Skladba, ki sledi, O Captain, My Captain. Če bomo pohiteli, ne bomo končali s tem, marveč z epilogom, kot se tudi, oziroma s čimer se tudi album zaključi. Naj samo poudarim tole, da smo zelo ponosni, da je danes z nami tudi Fabio Rizzi, ki je bil včasih kapitan te radijske oddaje, Radio Live 10-15 in več let. Fabio, zvenita kar dobro. Odlično zvenite, ne dobro. Fabio, hvala, ker si prišel in ker si z nami. Odlično zvenita tudi v izotopu skladbe O Captain, My Captain. Stresem z glave sneg z mokro roko, zamigam s prsti, me zebe, sem brez rokavic, zarosena od čara, ne vidim predse. In razblini se krt kože, tako razblinjen sklic. Pozdravljeni kolegi, novinci so vas vredni, zapuščam vas, odhajam, išče se naslednik. Če bi bil čarovnik, bi bili rešilni čovni, a za slabiče mi piše v genih, da so dedni. Sej sem vaša kri, da ne vidite ga zrcala v njej. Zmečete v smeti z enim stavkom kup trofej. Koliko mil je za nami v oceanu, to poglej, in koliko blata smo pojedli skupaj, to povej. Konec je tega, pršahu nasprotnik, zdaj svoje poteze zvito zavijal molk. Igramo se, človek ne jezi se, medtem ko postaja človek človeku volk. Spomnim se dne, ko me je mojster učil, da bom rabu prplov bi en sam čistan trik, ampak ne znajdem se z njim, ne uspeva. Ko se na mesto čovnička potaplja Titanik, ko pod mano kaj je bil prej vedno, ker naenkrat brez razloga ni več tlakovan, ko se veter čudežno in veličastno iz rahlega pihljanja spremeni v orkan. Nekaj je narobe, luknja v sistemu, voda nam udera, posadka se meče z ladje, vse skupaj šlo po gobe, strojnike po penu, prihaja do prepira, rdeči alarm sranje, ne pomagajo molitve in kesanje, nimajo ne smisla, ne pomena, ob koncu sveta in brez vrednosti sta oba, modrost in znanje, ko je ladja s posadko enkrat na dnu morja. Oh captain, my captain, ladja nam tone, počutje gospod kapitan. Oh captain, my captain, ladja nam tone, počutje gospod kapitan. Oh captain, my captain, ladja nam tone, kako ste gospod kapitan? Oh captain, my captain, ladja nam tone, kako ste gospod kapitan? Sem sanjal o princesi, srečnem koncu, mir na morju in veliki vrnitvi v krasni novi svet, da se vrnem kot junak, ne kot vojak na minskem polju, ranjen, utrujen in z blaznostjo odet. Prhajam in odhajam brez slovesa, brez sprejema, sam sem samcat, raztrgan in ubog, nobenih glorij, ognjemeta, častnih strelov in poklonov, nič, nobenih rdečih preprog. Trobente zdaj tiho igrajo po sobah, vsaka je zase, stene so občinstvo, grafiti so v soncu zbledelo od vročine, nikjer več ne piše bratstvo in jedinstvo, ni vere v ideale, obstaja pa v idole, hladilnik je poln plastenk Coca-Cole, junaki so šli vsak po svoje, ni pravih moških, pravih žensk, ni
nič prave šole. Svetniki so na zavodu, ker nimajo službe. In nimajo službe, zato ker so jo zgubili. Bog je mrtev, zato so šla nebesa v stečaj. Okrog se šušlja, da ubil ga je Google. Angeli so dali odpoved, dost imajo vsega. Nihče več ne sliši klicov na pomoč. Kdo bo rešil duše zgubljene? Za take poklice se danes noben več ne odloči. Pometamo ostanke nostalgičnih spominov, kot da jih ni nekam spodaj pod preprogo. Pa kaj ne, a ne živim tja v en dan, kot da moja zgodba pač ne rabi epilogov. Odhajajte in res je, kličejo vas ceste, čas je, lahko se izkrcate na splav, prehranite si geste, vi lahko greste. Jaz ostanem, pa tudi, če me voda odplav. Oh, captain, my captain, ladja nam tone, počutje, gospod kapitan. Oh, captain, my captain, ladja nam tone, počutje, gospod kapitan. Oh, captain, my captain, ladja nam tone, kako ste, gospod kapitan? Oh, captain, my captain, ladja nam tone, kako ste, gospod kapitan? Oh, captain, my captain, ladja nam tone, kako ste, gospod kapitan? Oh, captain, my captain, ladja nam tone, kako ste, gospod kapitan? Oh, captain, my captain, ladja nam tone, kako ste, gospod kapitan? Oh, captain, my captain, ladja nam tone, kako ste, gospod kapitan? Oh, captain, my captain, ladja nam tone, kako ste, gospod kapitan? Oh, captain, my captain, ladja nam tone, kako ste, gospod kapitan? Oh, captain, my captain, ladja nam tone, kako ste, gospod kapitan? Oh, captain, my captain, ladja nam tone, kako ste, gospod kapitan? Iz sveta je konec, bas in glas pa ostajata z nami. Ura bo skoraj da 7, zahvaljujemo se vsem, ki nas spremljate preko radijskih frekvenc. Besedo vračam nazaj v studio 02, Mojci Klarič. Vsi ostali, ki nas spremljate preko internetov, pa nagrada za vas. Epilog je namreč še viža, ki sledi. Morda še tole. Kdo sta oziroma so vajni zgledi? Vsak, ki ima nekaj zapovedati in je dal marsikaj skozi. Nec, ti imaš rad Antoka? Sigurno, ja. Samo Boris tudi ni tako slab, si dejal v nekem intervjuju. Zelo v redu, ja. Od koga še črpaš navdih? Tako bom rekel, veliko navdiha je prišlo skozi rap glasbo, našo in tujo, no. Tako pač, recimo Atmosphere je eden izmed bendov, po katerih sem se veliko zredoval, recimo, pač ameriški, no, tuj bend. Navdušil me je pa za repersko glasbo pravzaprav Klemen Klemen, s tistim Trnov style, ko je šel, no, tista plošča mi je bila tako všeč, da sem rekel, jaz pa tudi hočem repati. Tako da, tam se je začelo. Zadnje čase pa vedno več tudi pri slovenskih, predvsem slovenskih kantavtorjih, no. In nekaj tudi iz gledališča, nekaj tudi stand-up komikov, no, ki mi služijo kot zgled. Končali bomo z mislimi, oziroma v epilogu piše: včasih so bili drugačni časi, danes je vse brez repa in glave, oziroma brez glave in repa. Repa korenja, dolgo življenje. Bas in glas v oddaji Radio Live. Hvala zbrani publiki. Hvala vama. Bilo je prijetno. Hvala vsem, ki nas spremljate preko internetov. Slišimo se čez mesec dni. Bas in glas z epilogom. Spomnim se deda, kako je govoril. Včasih
so bili drugačni časi. Včasih smo spoštovali starejše, ker smo od njih podedovali vrednote. Včasih smo vedeli, kaj je prav in kaj je narobe. Danes je vse brez glave in repa. Mladina danes nima nobenega spoštovanja, danes ni nobenih vrednot več. Včasih so bili drugačni časi. In spomnim se očeta, kako je govoril. Včasih so bili drugačni časi, včasih smo spoštovali starejše, ker smo od njih podedovali vrednote. In včasih smo vedeli, kaj je narobe in kaj je prav. Danes je vse brez repa in glave. Mladina danes nima nobenega spoštovanja, danes ni nobenih vrednot več. Včasih so bili drugačni časi. In danes se ujamem, kako sam govorim, da so bili včasih drugačni časi, da smo včasih spoštovali starejše, ker smo od njih podedovali vrednote in da smo vedeli, kaj je prav in kaj je narobe. In ujamem se, ko rečem, da je vse brez glave in repa in da mladina danes nima nobenega spoštovanja, ker ni nobenih vrednot več. Včasih so bili drugačni časi. Samo ljudje smo vedno isti. Hvala.